Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba, prisrčen pozdrav stadiona z Dežele, kjer bomo pospremili drugo tekmo 7. kroga slovenskega državnega prvenstva. Celjani gostijo Gorico, pred nami je torej obračun trenutno 6. in 9. uvrščene ekipe. Novič visoka žoga, priložnost zdaj za Celjane. Še ena žoga nazaj, vse zaenkrat se zdi, da Goričani dobro stojijo, potem pa strelo daleč tole, je nevarno in izkazal se je Likar. Prva epizoda, ko bo gost v studiu pri Dejanu Obrezu in Mihi Penku, legendarni Zlatko Zahovič. Ikvemesi v kazenskem prostoru, tole zdaj nevarno iz ozadja, Kouter, Ikvemesi preigrava, kakšna čarovnija in na to po bloku žoga ni končala za hrbtom Likarja. Ahmetaj pri eni asistenci v tej sezoni, ali lahko zdaj dobro poda pred vrata. Nevarna žoga in Rozman s fantastično obrambo. Temu je bilo tako že pri Olimpiji, zdaj morda priložnost za Ikvemesija. Ikvemesi do strela! Nevarno je bilo. Pa bo Zlatko Zahovič, žoga znova na Ikvemesija. Morda lahko pričakujemo padec branosti pri Gorici zdaj v drugem polčasu. Pa nevaren strel, prečka! In na koncu žoga mimo vrat. Kako zvito je poskusil Binene, Junior Bamblej, potem še Matko na odbito žogo. Je pa še dovolj časa za zmago, vseeno, ne glede na dogajanje do tega trenutka. Ikvemesi se je ponujal, zdaj je dočakal žogo Ikvemesi, tole je priložnost in 11-metrovka. Takoj se mi je zdelo ob tistem padcu v kazenskem prostoru v začetku akcije, da bi lahko bili nevarni Celjani. Matić se je znašel na tleh, zdaj bo Kondič počakal tudi na sporočilo iz pritožuje ob glavnem sodniku. V prejšnji sezoni je Kondič, ki je zdaj potrdil, da bo to najstrožja kazen. Janičić je torej izbor Pilipčuka za izvedbo najstrožje kazni. Janičić mirno, zanesljivo v desni spodnji kot vrat Uroša Likarja. Gol za Celjane, ki vodijo z 1-0. 95. minuta, veselje domačih navijačev, veselje domačih nogometašev, pa tudi vseh na klopi, glavnega trenerja in pomočnikov. Preigral pa je 11-metrovko Matić, za res pomembna poteza Pilipčuka, da je Matića poslal v igro. Takole, z nami oba trenerja oziroma trener in pomočnik Celja. 1-0 v zadnjih sekundah tekme po najstrožji kazni, je zaradi tega zmaga še kaj bolj sladka? Мы выиграли 1-0 на последних минутах с этого 11-метровых. Если ради этого наша победа еще так повеселее, но мы принимаем. Но это то, что перед игрой говорили, что соперник не слабый, соперник хорошо организован, соперник играет в футбол. Мы имели до пенальти еще два очень хороших момента, которые не забили. Но я очень рад, что команда додавила и забила этот нужный гол нам. Mi smo že pred tekmo rekli, da je nasprotnik dober, da je dobro organiziran, da to smo tudi videli že v prejšnjih tekmah. Do same 11 metrovke smo imeli tudi dve dobri situaciji, dve dobri priložnosti, ampak ekipa je vseeno delo dokončala na zadnjih minutah. Skozi celotno tekmo nismo videli zelo veliko priložnosti. Mislim, da je bilo manj kot 10 strelov skozi celotno tekmo z vaše strani. Kako popraviti to konkretnost v napadu? Na vsej igri nekako bi ne hvatalo tih udarov, не bilo silno mnogo udarov. В этой игре? Да, в этой игре даже меньше, чем 10. Как справить это, чтобы на следующих играх было побольше этих ударов? Ну, во-первых, в этой игре, если заметили, было меньше пространства, соперник нам меньше дал пространства, играл очень глубоко.
Соперник надеялся только на стандарты, которые зарабатывал. Естественно, отсюда и ударов было меньше, потому что плотность обороны была высокая. Но при этом два момента мы все равно не забываем. Kakor ste opazili, je bil nasprotnik zelo nizko, so se zelo nizko branili in zaradi tega tudi so bili zelo ozki, plitki in posledično tudi ni bilo veliko priložnosti in ni bilo veliko udarcev, ampak vseeno smo imeli dve priložnosti, iz katerih nismo dali gola. Roman in Darjan, hvala lepa. Hvala, čao. Miran Srebrnič po tekmi proti Celju, ki ste jo izgubili praktično v zadnjih nekaj sekundah, 0:1, je verjetno še toliko težje strniti misli po taki tekmi. Kako ste vi videli to tekmo tukaj v Celju? Sigurno da tak poraz najbolj boli, ker dobiš gol v bistvu v zadnji minuti na tak način. Odloči pač taka situacija tekmo. Drugače, ne vem, tekma pokriva smo kar v redu, no, mogoče nam je manjkalo malo v zaključkih kakšne boljše odločitve, mislim, da je tudi Celje dosti je bilo nevarno, ampak ne prav preveč, tako da je bila taka tekma dosti bolj na sredini, sicer z malo več pritiska od njih. Ne vem, zakaj se ponavlja to, da dobimo take gole, v bistvu, ker odločijo tekmo, že ni prvič. Ampak glede na to, da je bila tekma zvečer, temperature niso bile pretirano visoke, kaj mislite, da je bilo krivo za takšno umirjeno tekmo, kot ste sami dejali, tekmo med obema kazenskima prostoroma? Mi smo se tako postavili, se tudi vsaka tekma, v bistvu enkrat nam sicer uspe boljše, enkrat manj, danes, kar se tiče pokrivanja, je bilo vse kar okej. Zdaj, radi bi pa več, da igramo, mislim, na momente je to bilo, ampak premalo časa. Miran Srebrnič, hvala in srečno. Hvala. Po tekmi proti Gorici, Vasilije Janjičić, junak tekme proti Gorici. Vasilije, kako ste videli ovi meč? 1:0, jako ste se, trebali ste jako veliko snage da ste dobili ove 3 bode. Da, ali bili smo na to pripremljeni, znali smo kakva je to ekipa, dobro smo je analizirali, mnogo su dobro drže, dobro loptu i znali smo da će danas biti teško. Danas smo pobijedili utakmicu kao tim, vjerovali smo do zadnje minute da možemo dobiti tu utakmicu i mnogo sam sretan da sam mogao pomoći ekipi. U zadnjoj minuti utakmice zadeli ste penal, koliko pritiska ste imali na ramenih? Pritisak je uvijek tu u svakoj utakmici, pogotovo što je 90. minuta, naravno da je još veći. Uzeo sam loptu, bio sam siguran da ću dam gol i radovao sam se da je ušla unutra. Vasilije, hvala i sretno. Hvala puno. Urošlikar, po tekmi proti Celju ste se relativno dobro branili, kot je dejal trener, na to pa tisti nesrečni zadetek praktično v zadnjih sekundah tekme. Kako ste videli tole srečanje? Ja, definitivno smo skozi celotno srečanje nekako igrali malo bolj zaprto, se branili, probali na kakšen protinapad v bistvu presenetiti Celje. Konec koncev je Celje, je res, je zelo kvalitetna ekipa, zdaj pa kar se tiče teh penalov, to pa pač mora stroka povedati, a je ali ni. Nažalost, nas zdaj že v tretje to kaznuje. Enkrat se bo obrnilo, samo upamo, da čim prej. Ampak relativno malo poizkusov so imeli tudi Celjani v celotnem srečanju, kar pomeni, da nekako vaša obramba na nek način deluje. Ja, definitivno, sicer nekaj nevarnih prodorov strani tistih hitrih krilnih njihovih igralcev, pa tudi špica zelo dobra. Nekako s komunikacijo, z borbenostjo, požrtovalnostjo pustimo nasprotniku malo prostora, ampak na koncu tekma traja 95-100 minut in na koncu nas je danes to ni bilo dovolj, nažalost, in to je to. Hvala lepa in upamo, da vas sreča poljubi na naslednji tekmi. Jaz tudi. Hvala.